Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o misticizmu v uradni psihologiji oziroma v psihološki stroki. Gledal sem si nekaj videoposnetkov, predavanj določenih eminenc iz področja slovenske uradne psihološke in sociološke stroke in ugotavljam, kako še vedno ljudem ni jasno, kako deluje V šolah se učijo, torej na fakultetah, tudi jaz sem recimo se vpisal na filozofsko fakulteto, na študij psihologije in sem bil razočaran glede tega, kako malo je dejanske realizacije in resničnega razumevanja, kako delujejo misli in čustva. Ogromno je torej misticizma, neke skrivnostnosti. Vse skupaj, celoten izobraževalni proces se opira na neke psihološke teoretike, psihoanalitike iz zgodovine, ki so skušali ugotoviti, kako se razvijajo človekovi miselni in vedenjski vzorci. Bistveno pa je to, da se vse skupaj deli na zavedno in nezavedno. Češ, da nekako se človek razvije na ta način, da so v njem neki podzavedni, nezavedni vzgibi, neke predispozicije, neka nagnanja do nečesa in da na ta nagnanja človek ne more kaj dosti vplivati. Vse, kar človek lahko razume, je to, kar se dogaja v njegovi zavesti, v zavestni ravni uma. Kar torej uradna psihologija ne razume, je to, da je možen stik in dostop do podzavedne in nezavedne ravni uma. So pristopi, kot je recimo psihološka regresija, ve se, kako deluje hipnoza in človek je zmožen, da z povečanjem svoje iskrenosti, ozavesti čisto vse podzavedne in nezavedne plasti uma. Lahko se pretvarjamo, da smo žrtve podzavesti in se odpovedujemo odgovornosti za svoje misli, čustva in dejanja. Lahko pa se odločimo za to, da smo iskreni in sistematično zaustavljamo misli, jih analiziramo in preobražamo. Ampak tega uradna psihološka stroka ne ve oziroma noče vedeti. Na splošno je tako, da se ljudi vzgaja skozi naš šolski sistem s tem, da se otroku daje vtis, da je v šoli, torej v javnem šolskem sistemu, najbolj vrhunsko prečiščeno znanje, torej čista resnica, in ko napreduješ po
stopnjah izobraževalnega sistema, torej najprej otroški vrtec, potem osnovna šola, srednja šola, fakulteta, ko narediš diplomo, magisterij in doktorat, da potem si oborožen z najbolj natančnim znanjem, ki ga premore človeštvo. Vendar je to iluzija, to je neresnica. Ugotavljam, da na fakultetah nimajo najbolj vrhunskega znanja, da je ogromno sistemske korupcije, poneumljanja in dokler se človek zanaša samo na to, da mu bo neka uradna stroka predala znanje, dokler ne začne sam samostojno proučevati, kako ta svet deluje, dokler ni odprt za samostojno raziskovanje preko spleta, preko branja številnih knjig, ki so sistematično izročene iz javnega šolskega sistema, ki vsebujejo necenzurirano znanje, toliko časa bo človek v nezavedanju. Obstajajo torej natančne informacije, kako človeški deluje. Možno je ozavestiti vse podzavedne in nezavedne miselne vzorce, ampak do tega se ne more priti samo z kopičenjem nekega umskega teoretičnega znanja. To zahteva samodisciplino, introspekcijo, pogled vase, analizo lastnih miselnih vzorcev in preobrazbo samega sebe. To ti nobena vrhunska izobrazba ne bo dala, to je težaško delo na sebi in krepitev samoiskrenosti. Prevzemanje lastne odgovornosti za vse, kar obstaja na tem svetu. Za tiste torej, ki si želite spoznati, kako deluje, zlasti iz stroke psihologije, vabim, da si ogledate povezave pod tem videoposnetkom, da se priključite naši razvojni in raziskovalni skupini Destiny oziroma Equal Eye Foundation, da se vpišete na spletne tečaje Destiny Eye Process in da se opolnomočite z resničnim podpornim znanjem o tem, kako človek funkcionira. Hvala za posluh in nasvidenje.